Ne boste verjeli, kje sem. Sem pri Bavtku. Tukaj le v enih hribih, vam povem, zelo lepo je, bom tudi malo posnel. Evo, tukaj me pa že Aleš čaka, živijo Aleš, me veseli, da se tudi osebno Dobrodošel pri Bavtku, enem edinem. Ja, lepo imate tlele, lepo. Lej, tle je 846 metrov morske višine. Zdaj, tu, če bi prišel nekaj v dopoldanskem času, ki se už tudi prišel, da bi se malo sprehodila, razne slapove, pa tudi tu je fenomenalno, ne. Zdaj sem tu obdelala, kar je okoli mojega ranča. No, bom pa tule enkrat s Tjašo prišel, pa bomo tu vse posneli. In tu je fenomenalno, ampak tudi ne boš v lepi vremeni prit, ne. Ne v lepi, vsaj suhmeno. Danes je suh. In je, da se tu sprehodimo, ajde, tu bi trajalo, pa bi rajš kot drugod zapekli, pol pa primijem pa kosilo. Lejte tega lepotca. Ozi, daj se samo obrn, lepotec. Ozi, 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 lepotec, lepi. Kako si ti lep, kako si ti lep, ne. Ozi, sam uroče ti je, bogi si v te vročini, ne. Je pa vse na žarjavko pri Bavtku. Ja. Edino, če je dosti ljudi, pa da mogle te žarjavce zmanjka dodam, če ne pa vse na žarjavco. Temperatura prava, vlek je nenormalno dober, samo če ne bo vroče. In če je na žarjavci, zakaj je to bolj? Bolj okus ali kaj? Jaz ne vem, prč je vzdušje žarjavca, pomerite žarjavca, vojnete pomirja, ne. In vonde, in okus je drugače, ne. Še na žarjavci, ki se malo dime, ne. Ja, kakšni mešani? Goveje pa svinjina. Ja. Tu so tle doma narejeni? Ne, niso doma narejeni, so pa pri mesarji. Za doma bomo pa še z gruntom čevapčiče. Pa posebne čevapčiče. Evo, tole so pa Bavtkovi čevapi. 4 kile. Aleš prav, da tole da je za naj. 4 kile za 2, ne. Ja, veš, jaz tudi veliko pojem, te lahko presenetim. No, zdaj bomo pa najprej pomalcali, tako da pol pa še intervju. Prihajajo čevapi plus vrotovina. O, super bo tole pa lepo senčka. Odlično. Dragi gledalci, zdaj pa še intervju z Bavtkom. Videli ste, kako smo se fino najeli. Bilo je odlično, tako da zdaj bo pa še en intervjuček speljala, da malo no, me veseli. Aleš, daj mi za začetek povej, zakaj alfa samec? Alfa samec? Ja. Alfa samec je edina stvar, ki jo nisem 100% sam izmislil. Ja. Sem mal od Mikića poziv iz Eksatlona, ne. Ja. Takrat sem ga prvi malo zaopazil, ampak jaz sem tudi delal na svoje, ne, tudi da se je ta podoba v bistvu izničila, ne. In Mikić je bil alfa moški, jaz sem pa alfa samec. Sej samec naj bi bil sam, ne, določene misli, da sem samski, imam družino, 3 otroke, 2 sina, hčerko, ženo, ampak se tudi alfa imajo otroka, ne. Ja, to seveda. Se pa mrzdo vpraša, zakaj alfa samec? Dobro, ti si povedal, da si to pač pobral od tega Mikića, ampak... Najbolj se mi je dopol ne kot alfa samec, ampak tale gib, ne. Ta gib se me najbolj... In tu pomeni, duše ne ve, kaj tu pomeni, tu sem pijest, tu pomeni, ki gor pogledam, neskončnost. No, praviš, si poročen, imaš otroke, pa si doma alfa ali žena nos hlače? Ne, sem doma alfa, ampak malo nekaj dosti kompromisa, ampak če ne pa sem doma alfa, nisem pač po domače povedan copata, ne. No, lepo. Drugač, si youtuber, si na YouTubu, tako da tisti, ki ga še niste naročeni na Alešov kanal, ga najdete pri Bavtku, ne? Pri Bavtku tipkate, pritisnite tipko, naroči se pa zvonček, da vas opominja, kar objavljam. Tako. Bom pa še polno zanimivih stvari
in še kakšne skrivnosti, ki še niso izdane, ker ne bo sam pri pečenju. Ne. Mislim pa približno okoli meseca jeti na dieto in boste me spremljali na YouTubah, TikTok in tako naprej, na Facebooku, Instagramu. Se pravi, spremljali te bojo ljudje, kako boš hujšal? Kako bom hujšal, ja. Vsak teden sem vagal in cifra pa pokazala. Koliko imaš kil? Ne vem točno, ampak mislim med 190 pa 200. 190 in 200, tvoj cilj je pa, da prideš do kakšne kilometre? Da enih med 60-70 kil. 60, tuk dol? Dol, ja. Aha, da bi imel 60 kil, ti bi bilo malo, ne. Koliko si pa velik? 1,92 m pa pol. Recimo jaz, če se shujšam na 100 kil, sem suhec, ker ima zelo težke kosti in pri meni teža pri 110 kil sem ni enega trebuška več nič, so 70 kil. Če imam pa 100 kil, po 100 kil sem pa že en možakar, en fant pri 60 kilah, taka razlika je, ker imam zelo težke kosti. Se pravi, tvoj cilj je, da priješ na 130-140 kil? Ja, na 130 imam cilj. In kako se boš tega lotil hujšati? Šport, dieta, obe dvoje? Prvo se bom začel hujšati, da bom hujšal tako. Ukinil bom vse sladkarije, pivo, od alkohola bom pil samo cviček, pa brezalkoholno, ne, gazirane pijače, hidrate, so testenine, kar je belga, jo bom pa samo meso, vse vrste mesa, lahko je tako masno, da kar teče od njih, pa zelenjavo, od sadja pa jagodičevje. Ja, se pravi, da če izločiš te ogljikove hidrate, ne bi pol šlo dol. Mora dolje. Jo bom zjutraj bom nekaj pojel v službo, pa ko bom se službe prišel kosilo, ne bo važna to količina, pač najkasneje ob 5. nočjo in to je to. 14 dni do 3 tedne bo kriza, pa mislim, da bo speljalo. No, jaz ti želim, da ti uspe in tudi mislim, da te bo, se si ustrajen. Kar se tiče glede tvoje ustrajnosti, sem slišal, da si prehodil Slovenijo po diagonali. To mogoče sicer ni neki poseben dosežek, je že mrzlo to naredil, ampak moram povedati, da si ti to naredil, ko si imel 180 kil. 180 kil, ja. Ja. In kako je šlo to, da imajo, povej? Začel sem hoditi iz Petišovcev, vsi začnejo hoditi na čopke države, to je Hodoš. Jaz sem šel pa iz Petišovcev do Hodoša, je samo tle 60 km, Petišovcev so pa na Klune, tam je zemljevid, Kura, tam je Klun, tam sem štartal in sem hodil, prvi dan so me pripeljali, tisto kramo Ruzake, pa to, kar so kolegi z mano urede. Samo z avtom, smo se po avtocesti tam z Ljubljane 3 ure vozili, ker sem na 2 odšla, sem rekel, kam sem prišel. In prvi dan sem šel do Dobrovnika, to je nekaj čez 20 km, kjer je že ura 4 pa poleg sem štartal. Ker sem direktno iz službe, drugi dan sem šel pa na Hodoš, me je pa dež prav, ker cucka in žena me je klicala, ker sem pa povezana preko slušalke. Me je klicala, sem rekel, da je eno hrano, da bom nekaj jo, kaj je Hodoš, če kakšen Lidl, to je kakšen Lidl trgovina, en lokal sklope trgovine, pa še tu se je trgovina zaprla. Ker sem prišel v Hodoš, od tu premražen, da so šli ven z bifeja, da so me roke raztegnili in smo tudi od Ruzaka dati. Plov sem bil. In potem so me oni vse uredili, da sem se segrel in tako naprej in od hrane do vsega so me oni zrihtali. Koliko časa je pa to trajalo? Je možno predvidenih 10 dni, ampak se ni se šlo, ker če bi toliko trmast bil, ker sem se bal, da ne bom prišel in se je razvlekel na 16 dni. Si pa kako, pač naredil si neki tuk in tuk kilometrov na dan, pos pa kje prespal, si neko namestitev dobo ali kako?
v glavi, Ja. skoncentriran v glavi. In ker sem približno prišel do nek 4-5 km do cilja, je začela žena iskati apartmaje, ponovadi smo iskali hostle ali pa kmečke turizme, da je čim cenejše, seveda, edino Murske Sobote so hoteli prespal, ne. Ampak v Murske Sobote je bil se zajtrkam in to ni šlo skupaj, ker je prekasen zajtrk, ki sem spet v zamudi bil. Najhujše je bilo pa, ker ni najdla ob cesti, ker sem mogel 3-4 km iskreniti iz smeri, to je pa najhujše dodatne 4 km. Ponovadi kmečke turizme, kamor sem prišel, so bili pa na vrh hriba. Pa tudi, če je bilo samo 500 metrov, je bilo huda. Na vrh hriba so pa zelo prijazni ljudje, nekaj neverjetno, in doživel sem marsikaj. Je pa to bilo 452 km. 452 km je bilo lansko leto, ja. Kaj pa je bilo kaj takega zanimivega, kar si doživel, kar ne boš nikoli pozabil? Zanimivo je bilo, ker sem hodil čez vas, naprimer sem šel po navigaciji, po GPS-u, čez eno plantažo in pridem čez plantažo ograja, na drugo stran ograja, to ni plantaža jabolk, to je kilometer, pa kilometer, tu ni konca ne kraja, da konca sem pogledal to, da so vrata odprta, ker sploh nisem opazil, ne. Not je bil kmet, ne, in če me zaprobil v 6-metrske ograje, ali 3, koliko je 5 metrov visoka, bi bil zaprt noter, ne. Jaz sem že prav šel, ampak bi mogel imeti 2 plantažami biti. Ena, pa druga, tam je mesela pot. Jaz sem šel pa, ki so odprta vrata v plantažo, to je en od dogodkov, pa so bile, naprimer, kamer, ki me je žena klicala, kamer me je klicala, mi je vprašala, če sem kokošnake, ne. Ker sem čez te vasi hodil, tu ima vsak ima kokuše, pa pse. Vsaka bajta tu je tako, da pa razne ljudi srečaš, razne zgodbe te povejo, ampak sem mogel hitro iti naprej, ker sem bil dosti na čas natempiran. Pa, ker sem šel z Maribora, sem vzel eno relacijo, da bom prišel ne vem, samo po glavnem cesti hodil, ker sem dosti asfalta dal, ne. Ker najhujše je asfalt ubija, ne. No, sem prišel pa pod Pohorje, da bi mogel čez smučišče jeti, rekel, na te pa ne grem, sem šel pa reči okoli smučišča. Pod ne, čez hrib je pa rekel, te pa prehuda. No, pa imaš, rečemo, glede na to, da si mu 180 kg takrat, pa si mu tu kakšne težave s koleni, z gležnji, pa take zadeve, Najbolj sem se bal kolena, ker sem štartal že takoj v peti šol, za začetkom že koleno bolj, samo sem, daj, nehej, ker to, ko mi začetek, ne, kar nekaj sem hodil, po enih 15 km je popolnoma nehalo. Najhujše pa bilo, ker sem čez Slovenijo, seveda, imel sem najboljšo obutev, kar se čevljev tiče, mislim, vrhunsko, no. In ker sem zjutraj zbudil, vstajal sem tam enih 5, pol 6 in sem polijal čevlje, jaz sem noge pa krvave žule, obece. In sem se lepo sflajštil, najhujše, ker sem se obo in hodil, telo pa res zelo hudo. Ampak vztrajal pa sem, ne, prišel sem. Kako si pa na to idejo prišel? Pa zakaj? Vse so me, dosti ljudi mi govorili, zakaj ne grem, ker sem ideje Camino, pa ne te španske, pa tuje, pa uno. Jaz sem rekel, Slovenija je zelo lepa, ena najlepših držav in prvo Slovenijo spoznal in najbolj spoznaš, če špeš. Sicer je mislim še kar nekaj prehoditi in ogromno se videl ob cesti nesreč, kakršne koli z motorjem, z avtom, bilo kako, ki tega z avta vidi, samo če je res ob cesti, ne. In vsaka sem se ustavil, ko sem videl in sem imel minuto molka, moram reči, prav sem čuden, ampak lej, tak sem. Zdaj imaš pa tudi v planu, kaj si rekel, 24 ur, da boš hodil? 24 ur imam plane hoditi, zato je pa fine priprave od polnoči do polnoči. Je že hodil nedolgo nazaj, en tiktoker, ne, ful znan tiktoker, ne vem, kako im je. David, mislim, da tega misliš. Ja, Davida, ne. Samo on je približno lažje od mene, saj 100 kg.
Ja. No in koliko računaš, da boš tu prehodil? Do zdaj sem največ prehodil v dnevu v 22 urah, to pomeni, da sem s pavzami ured, sem prehodil 80 km, to je bilo malo okoli 105.000 korakov. Jaz računam, da je pa prehodil pa, da bi prišel do 120.000 korakov, tu je pa približno, da bi 100 km, vsaj 90 km naredil v 24 ur, da bi rekord podrl. Boš mogoče koga povabil zraven, da se ti sej za kakšen krajši etap? Povabljeno, ti se bo, ko bom objavil, da ne bi začel hoditi, tisti, ki se če pridružiti, me bo lahko kontaktiral na mojo številko, ampak jaz, ki bom štartal, ne čakam. Tudi minute, ne, ki je ura, če dobenega ni, grem sam, če ne bom prišel, ampak to pomeni, da 24 ur ne bom neprekinjen hodil. Pa 24 bom hodil, medtem so na tu cajtu so pauze, ne. Prvo pauzo pa navadno delam po nek 5, 6, 7 urah. Je prva pauza, potem so pa krajše etapce, ne. Ja, sej tudi moraš kaj pojesti vmes, ali tu, kar ješ med hojo, ali se nekje ustaviš pa poješ. Kar se pa hrana tiče, ko sem hodil sam, sem jo samo, ko sem prišel na cilj, mesec sem učil, ko sem najbolj štuk počutil, samo sem pil, pa ko sem šel prvo leto hoditi, sem samo vodo pil, in tu me je malo utrudilo, zdaj sem pa po 5-6 urah hoje, po prvi uri hoje spijem 2 piva, pa grem naprej, ki malo da vitamina potrabiš, ne. Se pravi, kaj pa spiš kaj? Nič vmes? Ne, tu se bolj ne šteje. Se pravi, pa začneš ob polnoči, pa do polnoči. Pa do polnoči, ja. Pa misliš, da je to najbolj optimalno, ali bilo mogoče bolj ob 6 zjutraj, do drug dan do 6 zjutraj? Ne vem, vprašam. Zakaj? Zato, ker prav en dan hodi, cel dan. Aha, en dan razumem. Ker sem šel hoditi 80 km, sem štartal mesedi 15 čez 8 zvečer, pa sem hodil poli do 6 popoldne, ne. En dan, da bi med dnevi bilo vse, da ne bi bila ločena 2 dneva, ne za drugo, sem za to. No, zdaj, odkar si na YouTubu, pa tudi drugih socialnih omrežjih, si strašna zvezda, postal si prej prepodval, vabijo te vse posod, na veselicah si glavna atrakcija, zraven ne političar, ki si nekje sedu, pa si bil ti bolj zanimiv kot ona, tako da ti tu gode, ti tu všeč. Jaz v tem uživam, tak sem, ne igram, nikoli ne igram, tu, kar vidite, tu pridobite pri Bavtku in samo pri Bavtku dobite tu. Jaz, naprimer, ker sem prvič postel tole, pa se vidimo naprej, ne, so mi meni vsi rekli, da sem jaz tu napek rekel, da bi mogoč, pa se vidijo naprej v naslednjem videu, ne, ampak tu je ostalo, zdaj pa to jaz ponavljam. To je tako z ust šlo in to je ostalo. Tako da. Tudi vabijo te za peč, da hodeš hrano peč, pa tako naprej, ne? Nimam pa časa, ker imam preveč, večina so sobote zasedene, kakšno nedeljo, ravno tudi zase frejne. No, zdaj naj povemo, da sem tukaj pri Alešu, to je Sveti Vid, to je občina Cerknica, na višini 846 metrov. Tu je v bistvu v teh koncah je skoraj najvišja točka, je še ena vas je višje, ampak tu je Fara, prej so bile Žilce, do 91 leta, od 91 leta naprej je Sveti Vid, Cerkev Sveti Vid, pa še moj sin je Vid, ta srednji otrok. Lovska družina je postala Žilce in imam tisti, ki pride k meni, če rada prenočišče, ker jaz nimam še prenočišč, sem zmenjen z lovsko družino Žilce, da prespijo, imajo 24 postelj, ogrevano, kopalnico, stranišče, vse kar pripada. Če je pa več ljudi, so pa tudi dodatna ležišča, ki se raztegnejo do splaca, da bi spravili tam notri do 30 ljudi.
No, drugačne, jaz povem, da je tukaj zelo lepo, se pravi malo v hribih, delati stran od nekega galame pa tako naprej, tako da za tiste, ki imajo radi naravo, pa malo bolj mir, je tukaj siguren super. Ne? To še tako je. Drugač pa no, sej boste šli na Bavtkov YouTube kanal, pa si boste malo video pogledali, ampak ne vsem povemo. Ti drugače tle organiziraš, tebi se lahko ljudje najavijo, rečemo v sobotih in ti jim spečeš in jim to spečeš, si mi razlagal, kilo 20 mesa, 200 gramov mesa, 600 gramov krompirja, 200 gramov prilog. Tiste, ki je naroči, pa ki je podpeka, je tako 20 gramov predjedi. To se pravi, če delam kanapečke, vsaka oseba dobi 10 kanapečkov. 10 kanapečkov, pol je glavna jed je kilo 200 mesa, vsaj 600 gramov krompirja na kockice narezan, da bi tam prebal tu, solata, pecivo, tu približno pride do 2 kg na osebo in tu je samo majhnih 30 evričov, pijača pa si kako spije. Tiste, ki se ne želi, da je posnet, se ga ne snema, lahko se snemajo noge, pa tu, ampak se ne snema, sem samo jaz sneman, jaz se pa skus sneman. Me lahko snemate, da jelite, kar še objavljate, glih, ko vam je želja. No, super. Se pa vse dogaja pri mene, lahko da jelite karčite, vse je popolnoma, vse je dovoljeno zrazi nasiljene. In kakšne skupine to sprejemaš, koliko ljudi, do koliko ljudi, od koliko do koliko? V zimskeme čase note sprejme tako do 35 ljudi, po letnem čase pa če je zunaj, jih lahko pa tudi 50, 60, ni problema, ampak najboljši je tam skupinco po 20 ljudi, pa če vsak teden ena skupina 20 ljudi, sem zelo, zelo zadovoljen. Prezadovoljen. Je pa to ob kateri uri začnete? Kadar se gostje v soboto lahko pride do poldne zjutraj, kadarkoli, ampak ponavadi se začne med 3 pa 5 uro. Če je pa to petek, da sem v službi, pa če je tu podpeka, je pa tu ene 5 uro, ki mi je ni tako doma že prej vojgen za kule, da še prijem na žaljavca, že vse preštimano, da ima poli, ki podpeka rabe vsaj 3 ure, da doseže svojo kvaliteto. Vsaj 3 ure rabi, kar se tiče tega mesta. Pri tem ti tudi pomagajo sinova pa žena, ne? Sinova, sin Gal, najstarejši sin, 17 je star, Vid je star 15 let, pa moja princeska Pija je stara 10 let, vse pomagajo, seveda brez žene pa nič ne. Pa pomaga tudi brat od žene, tast in tašča, vsi delamo za skupnost, ampak nekaj se mora v vase dogajati. Če se ne dogaja v vas mira, smo pa tle, dogaja se pa največ tle moja hiša, sosedova, ki so otroci, če pa še tega ne bi bilo, pa vas umrla. To je res, ja. Tako da, kam te pa lahko kontaktirajo? Na telefon, na mail? Kontaktirate me pa lahko na telefonsko številko in naročanje je zgolj samo na telefon. Moja telefonska številka se pa glasi 041 310 006, predhodi James Bonda. Je bil 006. Ja, predhodi James Bonda. Ja, tako da, če vas zanima za žurko, pokličite Aleša. Jaz sem prepričan, da so te fino imeli in tudi tole, ki smo danes jeli, super je bilo. Sem se kar malo preveč napokal, ampak je bilo tako dobro, da je bilo treba kar jesti. Ja. Tako da jaz moram to zelo pohvaliti. Daj, Aleš, pa še s tem, zakaj si sploh začel tole YouTube? To snemati, vse skupaj. YouTube. Ker ti bi to tudi lahko brez tega delal. Mislim, verjeten, dosti ljudi dobiš ravno zato, ker si prisoten na socialnih omrežjih. Ampak kako da si se odločil? Se sploh nisem odločil
imel sem eno kozico, ki je v meni roče skočila. Aha. In imel sem grozdje, in mislim, da v grozdje se bomo tu prvo na YouTube objavili. Aha, se pravi, to je slučajno ena kozica, ki te bo na roče skočila in te nekdo posnel? Ne, sam sem, meni so posneli domači, jaz sem pa zelo zelo futrov, tako krotka sem na YouTube, potem bom pa še malo kipija, še malo uno in kar enkrat po določene čase pride ta mlajši sin, a ti na YouTube imaš filmček, pogledamo, pride gor, damo na televizijo gore in me pa najdu Marko Žerjal. To je YouTuber, legenda YouTuberja, človek tak, da ga ni, res enkraten človek, ni zvišen, preprost, vsak me prisluhne, Marko Žerjal, hvala ti za vse, kar si naredil zame, ki si me dvignil, hvala ti. Ja, jaz sem z njim tudi intervju naredil 3 mesece nazaj, tako da si ga tudi lahko pogledate. Sem tudi bolj, ker ne mislil, da me bo zavrnil za intervju, ne, pa je bil čisto takoj za to, tako da lahko potrdim te tvoje pohvalo, ker on ne rab z mano intervjuje delati, ker on ima mnogo več sledilcev, kot jaz, ne, sem tle bolj jaz koristim, tako da sem mu tudi jaz to hvaležen, da je bil pripravljen to narediti. Kako so pa, ne vem, kako pa na to žena gleda, ki si na YouTubu, pa prijatelji tvoji, pa sovaščani, pa sodelavci, kaj pravijo? Žena me podpira, vse podpirajo, sodelavci absolutno. Vaščani so pa bolj tiho, jaz si spremljam, vaščane, si jih hvaležen, nima čez obena kaj reči. Ja. Vsak pa svoje, ampak jaz sem tak človek, že od nekdaj se rad snimam, od nekdaj sem rad pozornosti, nisem pa nikoli zvišen, vsakom prisluhnem. Dvignem telefon, ni važno, 24 ur, 365 nisem dosegljiv, če ne dvignem, če me ni telefona nazaj pokličem. O polnoči, kadarkoli me kličete, jaz dvignem. Če se pa ga še norca dela, se pa ga pa elegantno, spoštljivo odslovim. No, pa je bilo to že od samega začetka podpora pri vseh, ali so na začetku rekli, pa si ti budala, pa te to ljudje gledajo, pa se ti smejejo, ker rečemo, lahko zase povem, ne, moja mama tu, ki je kakšna kolegica povedala, da me gleda na YouTubu, mami, to bilo grozno in bi mi tudi nekaj plačala, da bi to nehal, ne? Ja, so govorili, da se z mano norca delajo tu, da se norca z mano delajo, da se me režijo, da sem pač po domače vedno malo šašal, ne? Ampak jaz se tu sploh ne vrnujem in se ne oziram na druge. Zdaj se pa tu vse obrnilo, zdaj pa kaj pa zdaj? No, sej tle, ko sem jaz na Facebook objavil, ne, da bom s tabo naredil intervju, pa če ima kdo kakšno vprašanje zate, rečemo je tudi, na primer, Vasja je rekel, naj te vprašam, če ste boji vse okej. Pa takih komentarjev je bilo še kar nekaj. Jaz sem odlično, sem preseben, vsi mislijo, da sem cel dneve nažgan, ne. Jaz skoraj med tedna skoraj ne pijem, že družbo, kakšen pije, zelo malo pijem drugač. Sem kadilc, še to povem, sem kadilc, pa povem, koliko kadim že, 34 let, ne. Pokadim pa eno škatlico, imam svojih cigaret za 14 dni. Se 2 cigareta pokadim na dan, v službi maksimalno 3 in tu je tu. Če sem sam doma, da ni žena, kofita ne spiva, ne pokadim pa niti enega. Poleg za kakšen kadilc sem jaz. Tako za vsako stvar, ki delam z užitkami. Tudi cigaret, ki ga delam z užitkami. Da bi jaz nekaj cigaret prežgal, pa nekaj kadil, ti je brez veze. Zato tu malo pokadim in so mi govorili, sej se bote, ne vem kaj, se bo še zasvojil, pa že pred leti, so še čez mesec na istem.
Prej si rekel, da imaš rad pozornost, a to ljudje to dosti jemljajo kot negativno. Meni rečemo, dosti ljudi reče, nisi mu pozornosti kot mejhen, zdaj pa to na YouTubu iščeš pozornost. Jaz sicer tako pravim, če je to iskanje pozornosti, manj odgovarja, pa pač naj bo iskanje pozornosti. Kako pa ti na to gledaš? Jaz kot majhen, kot Bavdek, priimek Bavdek, ta priimek Bavdek se ga je samo en človek zaslužil. Ne jaz, ampak moj oče. Moj oče je priimek Bavdek, Svetega Vida 7, ustvaril tako, da je nesmrten. Zame je tudi nesmrten, kar se je on stvaril in on je bil dec in pač on ima svojo zgodbo, jaz imam svojo zgodbo in se mojim očete ponosim vse, kar je naredil. No, lahko malo več poveš, kaj je naredil? Kaj je naredil? On je začel v 70 leta prve z bikove prašnike, da samo od gostilne govorim na hit bikove prašnike. No, zdaj povejmo, tukaj je že tvoj oče imel gostilno, ne? Ja. Tu hišo so naredili staroče, pa stara mod, ampak večina je zaslužila oče kot mulc, ki je v gozde furov. Pol je mu kamion, ki se je 72 leta avtocesta delala, prva avtocesta Slovenije. V Jugoslaviji. V Jugoslaviji, ja. Pol je bil šef gostinstva Rakov Škocem, pa so te hotele, pa tako je bilo. No, pol je pa 78 leta obnovil gostilno, pa prevzel in je laufala do 95 leta. No, pač 2012 je umrl z bolezni v 77 leti. Sam ne počiva v miri. Vse to, kar pa vidite, moje premoženje, je pa vse delo mojega očeta in dobenega drugega, enega edinega. In on je stvaril Bavdek jim je, in poštenjakar, pošten gostinc. Veš, kaj mi pa ni jasno? Kako je leta 72 najdel sem kdo, mislim, lokacija ni tle idealna. Kako so najdeli ljudje pot v gostilno, kako so sploh prišli, se sploh avtomobilov ni bilo. Mislim, to je pravi čudež. Takrat oče ni imel, ko bi rekel, bogatih strank. Jemu je od mladine do vsega in takrat je vsaka majhno večja vas je imela en disko, veste, male diskote in so prvo prišli se najesti, pa v diskote. To je bila vsaka vas disko, ko bi rekel, disko za 150 ljudi, ampak to je že film poln disko, ne. Za vsake 10 kilometrov v disko 15. No, jaz se tu ne spomnim čist teh diskotek. Kdaj so se pa sploh diskoteke začele v Sloveniji? 80. leta, prej težko? Prvi disko je bil, ki se je zaprl, ki so ga mladinci imeli. Zaprl se je 87. leta. Tu so ga imeli mladina, enih 5 kilometrov stran. Imeli so pa logotip medvedka. Ja, ta začetki 80. let, ja. No, jaz se spomnim, ko so pri nas zabave delali, bom rekel, te mladinci, prav to je bila ponovadi srednja šola, ne? Ja, srednja šola, ja. Čeprav mladinci smo ratali v 7. razredu, če se ne motim, ne? Pa so imeli tako tam v kulturnem domu, pa so neko en gramofon, pa malo zvočnike, pa so imeli plese, ne. Pa je bil neki tak, bi rekel. To je kot začetek diskota. Tako. Ene vrste, no. Tako, ja, tako. Pa lušno je bilo v teh diskotih, se mi zdi, čeprav zadnje del, mislim, ki je že proti koncu šlo ujel, pa je bilo lušno v teh malih diskotekah, ne. Pristno, ja. Vsacga si spoznal pa tu, ne, ker meni rečemo tule, ne, da bi šel na koncert v Stožice, to se mi čisto preveliko zdi, tam unga izvajalca ga vidiš na 100 metrov. Tle pa tudi v diskotekah, gdje so bili kakšni koncerti, lahko pa na 2 metra mu prišel. Ja, na 2 metra, ja, to je pa res. Meni so bile te diskoteke všeč, ja, tako da. Čeprav zdaj se mladija nima kam dati, popolnoma nič več in nič. Koper, ki me kolegi iz Kopra prihajajo, pravijo, da je Koper ob polnoči tema.
Ali hodijo po sredske sezone v Umag ali pa v Trst v diskoteki. No, sam veš, zakaj ni diskotek? Ne. Zato, ker ni interesa med ljudmi. Verjem, da če bi bilo med mladim interes, bi se hitreje najdel, ker bi denar zavohal, pa bi rekel, bom jaz tu odprl. Ne? Če zanimivo, pa dovoljenje dobijo. Ne vem. Ja, dovoljenje je tudi najbrž malo problem. Ljubljana pa je, Ljubljana pa vstal se bote lahko. Ja, no, Ljubljana je tudi zelo velika. Če jo poznaš, ne? Če jo pa ne poznaš, se pa tudi Ljubljana zdi prazna. Ker so take skrite stvari, ki pač ne pozna vsak. Ni več tistih razpitih diskotek, da bi sloveli, da bi, ne vem, laser bili v zrake, ne. Ja. Je bilo vse neko skrito. Ne vem, da ti po pravici povem, že Facebook cajta nisem bil, tako da. Ti, kako je pa glede teh negativnih komentarjev, nesramnih, jih dobiš velik? Zelo malo negativnih, ne. Ja. Eden se sliko, ne vem, ali to prava slika, ima negativnega, pa še ne trije, tako, ki je samo en lik, ne vem, kaj je gor, se skrite. Jaz se nekam ne skrivam, moja slika, vse posod, se javim, odgovorim, me pa sploh ne prezadanje nič, morda pa je tudi negativne komentarje dvigujejo na YouTube, na TikTok, na kakorkoli. Ja, doseg zvišuje. Čim ti odpreš, ga dvigneš, ne. Glede, tako so govorili, mi je govoril za Murkota, ne. Ja, pa tu gledaš, pa kaj piše, ja, zakaj si pa prebral, ne. Če si prebral članek, ne vem, v Nova, pa v Lejdi, kakorkoli je, z njega podprl, ne. Ja, ni treba sploh ne smeš omeniti človeka pol, da ga ne podpiraš, ne. No, kaj ti pa pišejo, rečemo te, ki so nesramni komentarji? Naprimer, ene pišejo prasec debil, požaruh, pa take stvari, ampak mi se tu. Zakaj pa misliš, da tu čuti nekdo potrebo to napisati? Ne vem, lahko je za fušije, lahko ima sam se s sabo problemov dosti, veš, jaz jih nimam. Mi je recimo kamin, če se najbolj slave volje, pa tudi če volje gori, se pri kamin sjedem in me pomeri. Ali je kakšna energija pri kamini, jaz ne vem. Jaz se lahko pri kamini sedim sam, lahko 2 ure brez problema, pa cel dan. Brez da ki pije, če karkoli delam. Pa ti doskrat pride tudi, da si imel slabe volje, ali je to zelo poredko? Niti ne, to je zelo poredko. Ampak jaz če sem slave volje, če sem najbolj jezen, a karkoli prije sem slave volje, se v glave razčistim, v 1 ure si dober. Se kede nič. Imamo pa vse, vsak ima svoje težave, vsak ima svoje probleme, če smo sam na slabo gledati, ja, pa kaj mi pa prišli, so me govorili, pa mi šel rajše unem pomagati, poplave, ki so po uno, jaz pa piječem tle. Ja, pol najboljše, da so vse, ki smo na dopustu z morja, vse vrnemo, pa da mora stati cela Slovenija za tega slave volje biti, ne. Jaz mi je žal, da se je to zgodilo. Ne moramo tudi vse na njegu pomagati. Vsak pa pomaga, kako mora pomagati. Lahko donira, lahko fizično, ne. So pa določene ljudje, ki hodijo ne pomagati, ki hodijo pa kje za koriste, ne. Tako da so mogli od policije vse mogli stražiti, ki so marsikaj teli imeti, pa brskali, tisto, kar ni njihovo, ne. Ja, jaz sem bil med tem poplavom ravno na potovanju v Bosni, tu sem šel z nečakoma, pa starši. Sem šel 2 dni pred poplavom, ne, in pol so mi ljudje komentarje pisali, da bi mogel domov pridati, zato, ker so poplave v Sloveniji. Mislim, jaz sem vnaprej rezervirana, prenočišča, plačana, ne vidim čisto nobenega razloga, zakaj bi jaz domov hodil, ker kaj bo boljše, ne, čeprav ja, se mi te ljudje izredno smilijo, ker mislim, tu mora biti res groza, si zamisliš, da ti to zdaj vse zalije, sicer tebi nikakor ne more, ker si toliko visok, ampak si zamisliš, mislim,
kaj je tu grozo, da enem, ne vem, 10-20-letni del unič voda v pol ure, ne. Meni je tudi tako grozno, da mi bolj ne more biti in zato tudi sem kar nekaj pomagal, pa še nekaj bom, ker mi je to mi je res grozno, ne. Ampak zdaj, če sem bil pa takrat v Bosni, ti se mi pa čist nič sporno ne zdi. Potem sem se pa tudi za solidarnostni ponedeljek prijavil, da bi šel kam pomagati, ali sem pol dneva iskal, pa nisem najdel. Ja. Tako da pol sem imel srečo, sem šel kaj v ekoresort delati, ker sem jaz tega Matjaja Lesnika, Matjaž Zorman. Ja, ki je tudi enemu pomagal tam, ki mu je bajto podrlo. Tu se spremljam. Ja, sem ga ne pisal, sem rekel, a bo ta rabo kakšno pomoč, bi se v ponedeljek prišel, pa rekel, ne, ta ne, ki bo vse z bagrom podrl, in rekel, lahko pa pride še tle, pri meni, pa tam pri sosedih neka delovna akcija, pa prid, ne, v okviru tudi civilna zaščita. Ja. Sem rekel, hvala Bogu, si me rešil, ker nisem mogel najdeti, ne, tako da jaz ne bi čist nič pomagal, če bi takrat iz Bosne prišel. Ja. Ne, tako da... Je pa ta hiša, tle nikoli ni pihalo, nikoli, ampak v zadnje čase, nikoli v zgodovini ni bilo toče tle. Edina katastrofa, ki je bila še 2014, ki bo žlet, ne, pa še takrat smo bili 14 dni brez elektrike, pa je tem brez vode, ampak praktično škoda mi noben naredilo, kaj se pa smrek podrl, vse kar je. Ampak zdaj se pa tu že spremenja, da smo celo najdli 4 toče v oreh, ne, da so preleteli več od nekod dol, pa pihali nikoli, da je ta hiša zdaj zavarovana tudi proti poplavam, po moje edina v fari, ne reče kakšna. Zakaj pa poplavam? Ker dol pašček je polno izvirov, kaj pa če daj potalnica udari in dvigne vklijete poden. Sam izvir, te samo voda spod. Ni plazov, tle ni popolnoma nič, je popolnoma varno. Pravijo, zavarovati moraš zato, da se nič ne naredi. Jaz enkrat sem v življenjsko zavarovanje kar dobro narejeno, pa se mi je pol tu preveč zdelo, plačati sem prekinil. Čez 2 meseca sem si pa roko zlomil, pa sem v rehabilitacijo 6 mesecev. Takrat so bile še te dnevne odškodnine mnogo večje, takrat je bila plača morda 300-400 mark, jaz sem pa 60 mark dnevne odškodnine. Bi fino dobil, ampak nisem. Sem 2 meseca prej prekinil. Se nekaj zgodi, ki imaš nezavarovano. Ja, tako da pravijo zavarovano, moraš imeti zato, da se nič ne naredi. No pa, jaz sem brez skrbi, če imam zavarovano, tako da to je fino. Se ti zavarovanje že plačaš, a me nekako bolj miren se. Miren si, ja. Če ne pa skozi, ki to je pihalo, to lipo, dobro da je mlada, je čist zvilo po strani. Jaz se pa hvala Bogu, takrat sem hvala Bogu, smo bili pa na morje, da bom pa nekaj povedal. Ali je to res ali ni res, bili smo na morje 14 dni, brez oblačka, brez najmanjšega oblačka, sanjsko vreme. Zadnji večer, ko sem se vračal, je bila nevihta in ko sem prihajal domov v Slovenijo, je bilo sonce. To pomeni je glih, tako kot so rekli, bavde, ki prinesel sonce v Slovenijo. Fina, fina. In od takrat je takole, 14 dni že bi so brez kakšnega država tu. Super. Ti si enkrat mi razlagal, v nekem resničnostnem šovu si bil, ali imam prav spominu? Ja, bil sem, jaz sem načasih na vse možne stvari prijavljal. Prvo sem se prijavil v Big Brother. Sem prišel med 24, prav 12 je bilo tekmovalcev, 12 pretekmovalcev, smo vse izsodelali, si nisem vnotri, da se je ta hiša izproba, če se funkcionira, ker tam so kamere 24 ur. Potem sem izbral na kmetijo, sem v šovi notri, sem izpol, me je vrgel Rus, Rus me je vrgel ven. Aha, to je bila na moč. To je bila, da je na moč dobo. Ja, žaga. Ne, na moč me njebe. Če me je takrat zbrali za na žago, bi jaz pozbiral moč in pol bi se fanta počistil ven. In so me tede takoj losati.
In kam je kmetija prinesla snago. Če ne bi na kmetiji ne bi vzela snage, ker sem že 10 let prek kmetijo dajal prošnjo, pa nikoli nisem prišel notri. Ta Rus je delal preko študenta tam, ampak se ne piše Rus, je dejansko pravi Rus, doma je pa iz Tomska. Da se bo se približno... Tomsk. Da se približno veliki je Tomsk, približno 5000 km od Moskve naprej. Sibirija. Zelo daleč to. In ti zdaj delaš na snagi? Že 14 let, odkar sem s kmetije prišel. Zakaj si tako želel to delati? Prvič je državna firma, imaš varnost, imaš sigurnost, odplača vse, plača je solidna, regresa smo dobili marca, neto 2164 evrov, mislim, da je to malo firm. To je res, ja. No, tudi da sem zadovoljen in ima fenomenalno ekipo. Moj stalni šofer je odsoten za zdravja, imam ogromno dobrega šoferja Aleš Janižiča, pa sodelavca Anže Pugla, zdaj imam pa rezervnega šoferja, ki je ta spet ne dopusti Janižič, ta prvi rezervni je pa Dejan Tomič. Se pravi, ti delaš, praviš temu surfer, ne? Surfer. Se pravi, tu si na tem... Nazad se reče, pa se reče, ne vem, se reče stopnica ali ne vem, se reče, mi pravimo papuča. Bila ta štenka, ki Se pravi... Drži se zadaj in... Ja, se pravi, pa te smeti kante Kanto zapneš in jo gor obrneš. Ja, pa a ni bilo tudi včasih tako, da so ful težko ljudi dobili za to delati? Jih je bilo nemogoče dobiti, polke so pa že, ki pa tukaj se tu, da ni tako napačno, jih pa vzeli in pa nutne izprašel. Nutne izprašel in bil sem, kar se pa smrada tiče, ne? Bil sem v lesne firme, ki sem prišel domov, sem po smoli smrdel. Bil sem v gradbeništvu, sem od praha, v gradbeništvu, sem od praha, od vsega. Bil sem kovinoplastika, tam v Galvani, sem smrdel po kislem. Da je bilo neznosno, tle sem pa smeti, ki se smrdijo, tle ne smerdim pa nič in najbolj čistim. Se navadno po smetih, ne. Se so kontejnerje, ne. Kontejner zapneš, pritiš komu ga, skipa ga in to je tu. Je pa se, jaz imam tak občutek, da je tudi kdo ne bi hotel za to delati, ker se ni to glih za pohvaliti. Mislim, mrskoga bi bilo sram tudi povedati. Jaz sem tudi objavil, v ponedeljek objavim filmček bil, ga lahko pogledate na YouTube, ne, moj delovni dan na snage. In jaz sem ponosen, ker delam na snagi in me ni sram povedati, v širnem svete Slovenije, vsak šiht je, ni važno kakšen je vreden, ne vem, ko bi rekel. Jaz pravim tako, sram mora biti tistega, ki nič ne dela. Delo je pa vsakočasno, tako da jaz imam do vsakega človeka, ki dela, karkoli dela, imam izredno spoštovanje, tako da... Morate vedeti, da pa ni ta tudi norega človeka, ki sem jaz, ne, da vsak dan vstajam 20 do 3. 20 do 3? 20 do 3 vsak dan. Se pravi, jutri boš vstal 20 do 3? Daj greš pa spat? Pa tam 11 po noči. Ja, kaj pa spiš samo 4 ure? Ja, tam 3-4 ure spim ti tu. Pa to ni dobro za zdravje? 3-4 ure, pa po šihte, kaj še 2 urce. Aha, dobro. To je pa, ne. No in v službi sem 15 do 4. Zdaj, ki je poletje, imamo dovoljeno, da gremo lahko 5 ven, ne. Če ne pa pol 6, gremo lahko ven, ne. Jaz sem najmanj do uro poprej v šihte, preden, ki sploh začnemo delati. Ampak tako navado imam, da pridem tukaj prej, če se me na cesti kaj zgodi, da še zmeri lahko pridem pravočasno. Bom en primer povedal, sem šel v službo, ki sem še na druge firme na Vrhnike, sem se z avtom prevrnil na streho
ko sem žlajfe, sem šel ves polomil, ves tak bil obtovčen, sem šel domov peš pod drug avto, 3 km peš, pa prav čas na službo prišel. Vsa čast, vidiš. In tu zdaj ljudem fali. Jaz se pa spomnim, enkrat pri nas v firmi smo enega preko študenta, da bomo ga vzeli za delati. Ja. Ampak smo rekli, dajmo najprej 5 dni, en teden proba, plačamo vse normalno po urah, tako kot je, ampak zdaj mi ti ne obljubimo, da boš pri nas 2-3 mesece delal, ampak 5 dni, da vidimo, kako bo. A prvi dan zamudi 15 minut na šiht, pa tudi, da bi se nekaj zmislil, da je bila gužva na cest, da je bil karambol, da to pride, kada je čisto normalno. In, ne vem, iz šihta pa ustane 2 minute do 3, pa gre, ne. Da bi rekel, če sem pa zamudil, bom pa saj 5 minut potegnil, ne. Tako da tazga razmišljanja, ko ga imaš ti, ga ni več, ga preprosto ni več med tem mladimi. In tudi jaz zdaj vidim, mislim, danes vsi sam v pravicah se pogovarjajo. Jugoslavija, čeprav je bila socialistična, pa jaz sem ljubitelj, mislim, jaz nimam nič proti Jugoslaviji, mi kdo kdaj izmerja, da sem komunist, pa pa tret, ampak je bil veliko bleret. Smo se veliko dolžnostih tudi pogovarjali, ne samo v pravicah. In tam, če si bil len, si bil len. Jaz sem se najbolj bal, če sem novo službo zamenil, da prije v ponedeljek nastopaš na novo. Jaz se zbedim, jaz sem se po 3 ure naštimal, da Janom zaspal. Veš, prvič, pa da se spiš, mi je tu ne popisal. A veš, ki sem vajen, mi je vajen točnost, da prvič pa da zaspiš, to je... Ampak se pravim, ta oseba, ki je prišla k nam, on je mislil, da je to čisto normalno, če zamudi 15 minut. Mislim, jaz bi shinavštne ure prej prišel. In če bi ga jaz videl, ali pa moj sodelavec, ki ima on bolj tu čez, kot jaz, bi rekel, prišel človek 15 minut prej, ta je resen, mislim, bi tako malo bilo treba, da bi ga vzeli, seveda, pol ga nismo, ampak ne vem, vse to je verjetno tudi vzgoje doma. Naprej, pri meni se je že zgodilo, ker pozima najbolj si avto zakopal, avtobel, si ga kličem dol, si rekel, ne bom pa šel zamudo, bom vzem drugega delavca, ali pa sama pejta pobirati, In šofer mi je čakal do 7, ni to drugega delavca zazeti, in da smo poli potegnili, pa končali, A veš, ni to drugega vzeti, ker se ni doben všeč, In je več čakal, ki pri nas ni problem se počakati, važno, da se tu pospravi kvalitetno, pa da je čim pritožb. Pritožbe so pa zmeri povsod, ker po vsak nedelje. Ljudje so naprimer take, tudi take, ki imaš kontejner, pa ga pogledaš čist prazen, pa gledaš v okno, se ga skipam, še prazen, plačal sem kipaj, In ga prazen kontejner moš obrniti, v takih primerih. Kako obrniti, nisem razumel? Skipati. Aha, tudi če je prazen, hoče... So ljudje, ki te gledajo skozi okno, ti pogledaš, je prazen, In ga pesiš, če je prazen, In on pol ti reče, skipaj tega. Pa si je prazen, plačal sem kipaj, Vse sort norcev imaš. Tazga bi pa tudi, norcev imaš, pa tudi tam iz balkona dol potegnil, pa noter fuknil, pa skipal noter. Ampak moraš, jaz sem tak, ni problema, ker stranka, ki pokliče, ima vedno prav in ki pa pregovarja, se ne pregovarjam jaz. Pa zahvalim se in grem naprej svojo pot. Tile, jaz pa imam firmo, pa v vseh knjigah piše, stranka ima vedno prav, samo jaz pa tega pravila se ne držim. Ne more imeti stranka vse prav. Jaz tudi, če pride vodovod Rahman nekaj delati, jaz ga ne bom učil, kaj naj dela. Ne more imeti jaz prav, ima un prav. Jaz razumem, naša firma je ogromna. Un kliče, ne bo rekli, zdaj, če je normalen delovodja, ki imam najboljšega delovodja, ki ga v življenju še nisi imel, Igorja Kralja, najboljšega delovodja, daleč najboljšega, je človek dosleden vse,
On razume so pa ene, ki pa ne bojo sem stranke verjeli. Ne. Imam pa občutek, da rad na šiht hodiš. Nikoli mi je težko šihtjeti. Rada volim šiht, rada volim se šihta, rad nosim obleko, si jo rad slečem, vedno se preblečem, imam vsak 2 omarce, civilno pa za uno, od kopalnice, srnič imamo vse, imamo tipi top in tu vse novo. Te bi Snaga lahko še kaj nakazala, kaj tako fino reklamo delaš, pa filmček snemaš, pa vse tako, da takih je malo, ne? In ko sem prišel na Snago, so pa še iz revije Jana snemat, so se mi je novinarka vozila, pa imam posnetek Peroša novinar, ki je bil v bistvu skoraj cel šizmano smeti pobiral. Ja, in v bistvu na drugem rejonu pa so mene dol potegnili, pa dali kje, ki sem mi je se kaj oči za svete, če se je kaj snimaj. Tako da. Si mi pa prej tudi povedal, da boš video spot izdal. Ja. Daj še to malo več povej. Nimam dobenega posluha, ne. Imaš pa veselje najbrž. Imam pa veselje, ne. In tako da bo, ne vem kdaj bo, ne. Je ena ekipa, ki če na vsak način posnet video spot, v bistvu naj bi posnemal mimiko taktiko kao DJ Krmaka. To mislim, da je hrvaški pevc, ne. Neki balkanski, ne vem. Balkanski je, srpski, ne vem. Resno, DJ Krmak. Pesem bo v hrvaščini, pevo bo pa Bavdek Aleš brez posluha, ne. Za veliko veselja. Kdaj bo tu, pa to že ne vem, bo pa tu pač vse objavljeno, ki bo odsaj za to. Super. Osla si rekel, da boš nabavil? Ja. No, naj povemo, da ima, se ste ga videli, zelo lepega kužata, malamut, ne? Aljaške malamut, vrhunsko leglo, začetek izvora je sperma prišla iz Kanade. Tako je to. Koliko je svetovni prvak, to je res, ni tako leglo uvornega, no. Prej si mi razlagal, da ga je en hotel kupiti na vsak način za 2000 evrov. Za 2000 evrov, ampak nisi je naprodaj, če bi pesa prodal, sem prodal sebi in svojo dušo, ne. Pes ni naprodaj, ni denarja, je znanje se vse se ne da kupiti, ne. Se pravi, je družinski član. Družinski član. Imam pa namen tudi enega oslička, ne. In mislim, ga zresirati, upam na drugo leto, ne oblim točno, da se sprehodim do Ljubljane in po Tromostovi, mimo Prešernega spomenika, mimo name tam okolje, da mička naredim atrakcije z osličkam. Ni pa dobene kazni, ki ni prepovedi za kopitelje, samo moraš za sabo izcebke počistiti. Za izcebek te da pa tudi za plesalko kazen, če pestiš posebej na ploščiki. Ja, no, vse to je prav, ne. Je pa normalna stvar, ne. No, lepo, boš pol še oslička. Greva pol še nekaj vprašanje je bilo, ko sem pač na Facebooku objavil, da imam intervju s teboj. Istok sprašuje, če mogoče razmišljaš, da bi knjigo napisal. Če bi jaz knjigo napisal o mojem življenjepise. Ja, ne vem, kaj mi je verjetno, da je to o mojem življenjepise. Ti se ljudje, ki vejo, kakšen se imel probleme, je normalno, človek ne mogo tega preživeti, ne. Mislim, če poznate nadaljevanko Santa Barbara, ki ima čez 2000 delu, to bilo daljše. Ja. No, kaj pa si mu take težave, če lahko mogoče kaj malega zaupaš? Tu ne bom bolj se z družinskimi člani. Ne ste imel moj ime, ampak... On je malo širšem. Ja. Razumem. Z raznimi dediči pa tako naprej. Igor sprašuje, zakaj imaš znak Supermana na majicah, imaš sicer na teli vidim, da nimaš, ampak
Na teli, ki sem jo dal, naj povem. Superman nima nobenega znaka nikoli. Ja, pa evo, lej, zakaj ima znak Supermana episode? Tu je znak, kao alfa samca Supermana je znak Tokune, Aha, mogoče pa tu človek, ja. misli, ja. No in ta znak, ki si ga ti pokazal, to je Dunga Mikića. Mikića sem prvo opazil, to je edina stvar, ki sem malo po njem, ampak jaz sem pol delal razne kriki, pa tudi, da ni pisal nečeš podoben, pa Mikić je ta znak opustil, Mikić je skozi preminil nekaj, ne, Mikić je nekoli skozi eno drugo foro, meni se pa tudi dopalo in pol sem, kaj ne bi to pomenilo, kaj gor naredim, ne? Ja. Neskončnost, ne, ti greš v nebu in ti je neskončno. Zoran sprašuje, če še kakšen če je v planu še kakšen pohod, za 24 ur sva že povedala, da je v planu. To je v planu, ne, če pa se bi ta zjeljovil 24 ur, je pa vsak, ko me primeri, bojem pohod, če bo le noge držale, če pa noge ki nogah, pol pa je lahko vse odpovedal, ne. Bo pa sigurno, če ne bo ta 24 ur, eden bo sigurno pohod, ki bo daljši od 100 km. 100 km. Daljši od 100 km. Teresa sprašuje, če se sosedje ki pritožujejo, ko imaš tle žurke. Zaenkrat niti ne. Je bila enkrat dvakrat policija gori, to je pa vse dobene kazni, si na Koldubo, ki ima vse mejih normale. In lej, nič ni, to je pač zabava je privat, zaključena družba, dvorišče je moje, muska pa ni nekoli preglasna. Če pa je nabijal, se pa pred 10 zmanjša na normalno, ampak ni nekoli preglasna. Od vas je komentarco že prebrala, če je vse v redu s teboj, ne, to si že odgovoril. Potem je pa še Jure vprašal, če poveš kaj o svoji vasi Sveti Vid. Moja vas leži na 846 metrov morske višine. Je farna vas, imamo zelo lepo, farna vas je glavna vas, ima glavno cirko, pa ima podružence. Zdaj to točno, koliko vasi spada pa tu, točno števila, zdaj ne vem, imamo Faroš. Pred 91 letom je bila vas imenovana vas Žilce, to je edino Žilce, Sveti več. Sveti Vid imaš tudi na Pagi hrib, imaš Vidovsko goro, imaš ogromno cirko, tle pa vas Sveti Vid, cirko Sveti Vid, ki se v bistvu po cirko imenuje, in 91 let je še na Sveti Vid, pa moj sin je Vid, edino lovska družina je ostala lovska družina Žilce, ki ima tudi prenočišča, nudem, sem z njo povezan, 24 ima stalnih poselj, pa še dodatno se bi dalo spraviti pa do 30 ljudi notri. Tako da ima slapove, tle pod mano je Koto, je Iška, teče v bistvu blize Zala. Zala pa Iška se skup spravite, ne? Vem, tle sem bil. Skup spravite in pijete Ljubljanco poli, ne? Prej si povabil mene pa Tjašo, da prideva sem enkrat na izlet, da nam boš bil malo vodič. Tako, ja. Daj malo povej, kaj je vse tle možno vedeti. Tle od mene dol približno slaba 2 km je slab Koto. Tam sem tudi pol enega 8 leta, 12 metrov dole, ne. Kakšen pa je to slab? Če bi tako odrezal naravno, po moje, težko je, ampak po moje je 70-80 metrov visok. Toliko visok? Ja, če bi tako odsejkal pa to višinsko razliko, sigurno, gromozanski je, ne. In zdaj, ki je voda tekla po njem, ki je tam, mislim, več živja, je čez se vlas drla, če ne pa sem solzi, na vrhu slapa je pa en tak džakuzi, ne. Pa malo tukaj slapka teče in tam smo se mi namakali, pol na konc slapa naprej teče pa reka Zala. In pol greš pa še, je pa pomoč. In kaj si ti tle pol?
Pa 12 metrov globoko. 12 metrov Z globoko. zadnjo previs. Kako ti je pa to ratalo? Ja, se z bratrancem... Koliko si bil tu star? Kaj pa je 7 let, 8. A ja, pa... Bratrancem se igrala, sem vrgel čez šark in čez šark je obstal na lede. Pol ure sem šel iskat, po zimlju in me je spodrstilo in sem polahko drsul in sem pol in sem 20 dni leta prebo in zavej se zgoj, bratranci šel okoli dol, ob slapi, ene pore me brihtal in sem pot pozabil, ne kje se gre in sem nabolil po cesti, to je cesta, ne. In sem po cesti prišla, ki je on zavizal, da je na vas Zala, no in ki je zagledal Zala in on prišel sam domu, jaz sem se po bolnici zbudil, neč polo, meni sem hud pretres možganov. In morda sem še zdaj ki poznane si, tako je. No, tu je ta slab kotel, praviš? Ja, pol je pa naprej en kamp Metul, Ja. ki je pa čudovit slab, ki pa na polno teče. Ja. In mi je pa včeraj od bratranca sin razlagal, češ pa tu slabe gor na vrh, pod vrh hriba, je pa en ogromen talmun, Ja. da je pa fantazijsko za pogledati, ko so kakšne pijelke pijele, sem prvo pet sam pogledati, ne, koliko se je gor, je pa precej, 21 minut je hoda od tega slapa, kam Metul so dali pa te, ki dol kampiramo, nisem jaz zraven bil, ne, in mi je, ki se pač en posilni Metul je dol. Pa imaš Iško Zalo, ogromno imaš tega zanimivo, pa imaš izvire, zelo čiste vode, izvir pri babci, ti od tle 2 kilometra peš, ne, izvir babci, ki piše, še vrabci čivkajo. Potem sem pa glih v soboto pelo eno skupino po nočeke, začelo voda se natoče, pa imaš pa proti Iški, imaš pa tudi en izvir, ki je narejen, tam voda pa bolj na tako ornice vteče. Ja, tudi je kar nekaj stvari zanimivih tle, da se mi vidi. No, ampak tu so take zadeve, jaz kar nekaj po Sloveniji hodim, ampak zato nisem še nič slišal, če sem čisto iskren. Zelo malo, ki včasih je bilo ogromno turistov, zdaj pa vse zaraslo, vse se pozabilo, dobenega interesa, pa verjetno je tle zaščiteno območje, ne smeš delati popolnoma nič. Tudi vikenda ne smeš postaviti, vikenda pa hišo postaviš, če je kdaj, kot ga je stalo že prej, pa tudi če 20 let nazaj, če pa ni, da pa na nov zidan ludu, pa ne dobiš. Kaj si pa drugače v življenju najbolj želiš? Najbolj se želim... Poleg unih stvari, zdravje si vsak želi. Sreča. Že človek se sem sreča želi. To je res, ampak rečemo, kaj bi tu konkretno bilo v tvojem primeru? Sreča. Če imaš sreča, imaš vse, ne. Če imaš sreča, imaš zdravje, imaš denar, imaš vse, ne. Naprimer, saj so bile na Titaniku vse zdrave, pa nisem imel sreče, ne. Nisem se preživeli, ne. Tu je sreča, vse povezuje. Kaj se želim? Da ostanem z družino, pa da bi kakšen otrok tu naprej teral se s večjo kapaciteto, ki jaz, pa s kakšno boljšo zasnovo, ki jaz. Moram pa reči, da tas pa brat očina sem naredila kamin, unu spod podstave, ki naredil pa se pravi gradbeništvo Duličic Nove vasi. Da sigurno drži, ki imam nasutje spodaj, ki je voda spodjejna. Kakšne imaš pa načrte za prihodnost? Za prihodnost, kaj bi rekel? Kakšni so pa načrti z YouTubeom, če ti čisto... Ja, z YouTubeom, da bi dobil čim več naročnikov. In če bo več naročnikov, jaz sem še bolj trudil, da bo še kaj zanimivega dal, še kakšen tak škeč, pa še bo še s Tomažem, ki je pogruntala, pa žaljalam, še kakšno tako zdravo naumnost, ne škodljivo, ne. In vas prosim, naročite se na moj YouTube kanal, pritisnite tipko naroči se, pa zvonček, da vas opominja in boste videli, še marsikaj se bo dogajalo pri Bavtku, enem edinem. No, dajte se to res naročiti, ker
se človek res trudi. To je, kar se YouTube tiče, kaj pa drugega, boš tle kaj še, imaš kaj plan? Imam marsikere plan, ampak tu ne moram zdaj še dati v javnost, imam pa plane in načrte. No, super. Ne. Ja, neč, jaz ti bom potem rekel najlepša hvala, da si vzel cajt za intervju, da si me tako fino pogostil, sem se tako fino najel. Hvala, to baš od tebe. Tudi mi je lepo bilo v te kraje pridati, ker nisem tle še niti približno nikoli bil. Dobro, tam po dolini sem se pelal naprej proti gradu Snežnik, ja, tu prideš, ne, pa Cerkniško jezero, če se ne motim, ne. Tako da to tle gor pa sigurno nisem nikoli bil, tako da. Ja, in se tebe zahvaljujem. Da sem že prej menila se, da sem nekaj povabo kar nekokr, ne. In zdaj moram prvo povabiti, ko obljubam enega otroka, ki mu zelo neozorijo bolezen in ki je pol in je bil v kome. In oče sicer sošolc moj, ne, in je v kome in so mi govorili, tam upeljali Haleže, sem zbuce, ne. Zbuce in se je zbudil in sem jaz takrat videl posnetek, naredil povzajnega, so mi ga dol poslali, ne, ki zmeri, ki pogledajo mene, ne. In ga moram, prej se poletje konča, povabiti, da bom spekel, karkoli se bo poželil. Je pa pač ima eno bolezen, ki je neozdravljiva. Hvala ti, Tomaž, ki si prišel in upam, da se lepo jemo, jaz sem užival. Jaz tudi. Tudi, da sem šel celo s kamiona prej dole, ker nisem koliko nisem mogel zaključiti. Jaz pol pa še zamudil. Ne panike. Prej dole, da se šel v sodelavce, drugi še študent skipa s šoferjem, ne, da sem že samo notri, pa štemplov, pa gor pičo. Tako da res hvala ti. Hvala tudi tebi. Evo, hvala Tomaž. Se vidimo. Upam, da bo še kdaj kaj naredila, Ja, veš, da bo. Če ne prej, Ja, se na izgled bova šla, če si povabil, ne? Tako, to pa sigurno, to pa sigurno. To je voda, to se sigurno oglasimo s Tjašo. In se pravim, če bo še topluje boljše, je pa tudi zimska, za zima pa treba opremo. Jaz imam kar v mislih, da bi tu kar zdaj, se pravim. Je še tele, jaz imam rad slapove. Jaz imam vodorad, jaz imam rad slapove, imam rad jezera, imam rad morje. Morda še naraj slapove, slapovi so mi fascinantni, zato sem te tudi vprašal, koliko je tu visok, a je morda tu samo 2 metra, pa ko si mi rekel, gor fino jacuzzi, pa tu bo ful dober. Tu je gromozansko, tako bom zdaj pokazal, eden snima, te slapove in je posnil, zdaj je poplava, kako voda dira dol. In po zimi hodijo tudi plezat, so hodili, Tisti po ledu, ne? Ja, to je malo. Ja, to poznam. Če se klin spuli, lahko letiš dol, ne? Ja, tisti se imam kar na varnosti. In mi je pa razlagali, zakaj se to planinci ubijajo, v neke pleze se skline, ne. Ja, zakaj? Zakaj se to več bije, ki se jih, ker oni kline dajo primerno 10 metrov, pa 15 metrov. Če bi dal pa na 5? Pravilno je pa na 3 ali pa se na 5. In bolj pogosto se, bolj se zadrži, če pa tako visoko, ki je že dol prileto, bo že drugo utrgalo. Ja, seveda, ker ti če 10 metrov ga ne daš, tu padeš pol 20 metrov. 20 metrov, ja. Ja, ker jaz sem včasih malo tu prosto plezal, ampak tu mislim, da si imel prevezan, da so klini že noter, da upenaš, ti se ponovati na 1 meter pa pol, ne. Če kdaj malo več, imam že kar strah, tako da, ja, to je nevarno, pa kad dolg cajt vlezaš, si malo preveč samozavesten najbrž rataš, tako kot pri vsaki stvari, ne. Tako da ja. Jaz sem na Triglav, še me tukaj strah bilo, sem tukaj držal, da me se tu bolelo. Ta sosed je oblečen, bund, ga zjeblo, ne. Zdaj stopin, jaz pa li tukaj zdaj, kratke, tretje, in ko pa ne more, ker sem po kolena hodil, tudi ene praskice, ne. Tu previdno polako hodil, ne vem, no. Ampak mi je bilo strah, priznanje me strah. In na vsak pohod, ki grem, mi je strah. Saj to je dobro, da te ima strah. Ker ne vem, kaj bo prišlo,
Ali, ki sem sam s tem prepeščen, naprimer, ni me bilo strah, recimo, najlepši pohod me pa bil, sem šel ob žice dvakrat, ne. Enkrat sem imel preko 6 ur dal skozi 5 ur pa pol, ker sem sam, ker sem pa z enim sodelavcem, ki je 80 kg lažje, so hodila pa cel dan, od do. Najlepši pa sam ti je komercijala, ki je vsega tega konc, je vsak sebe. Najlepši pa bil pa pristen, tak pohod pa od Litije do Čateža. To je pa po naših. Jaz sem od Čateža doma 6 km. To blizu. Ja. Ti si imel pristen, malo harmonike, čez domačije, na koncu šotor. Tiste začutiš, tisto čist druge ljudi, ne, tam je pa vse je Ljubljana, vse, tu obhodiš, poštemplaš, adijo. Ja, pa si prej si rekel, da Camino pa tu nisi razmišljal, pa ne bi tu šel, ker po mojem je to tudi fenomenalna izkušnja. Ja, razmišljal sem, rabim vsaj 45 dni dopusta, tega pa nimam sprej. To je največji pogoj, sem pa vse sosedam, vikendašam, 20 metrov stran, vikendašam, je rekel, da je bil na Kamini, hodil 32 dni, 800 pa še nekaj kilometrov prehodil, star da je 75 let, ki je prehodil. Je rekel, da je bil boljš prehod, ki tega po Sloveniji, ker tam imaš na vsakih 10 km, imaš prenočišče, imaš uno, imaš tretje, ni mogoče prehodiš, nič ne iščeš. Ja. A veš, pa polno ljudi, te nima kaj strah biti, ne. Če ne zmoreš, pa odnehaš, veš pa naslednjo leto tam, kaj končaš, ne. No, jaz mislim, da so to fantastične zadeve, ne, ali pa tudi, jaz tudi rad hodem, ampak raj, tako kot ti praviš, no, ob žici še nisem šel, ampak raj grem nekje tako, ni tu gužve, pa tako naprej, ne. Rad hodem fejst v dolino, v hribe grem fejst rad, pa grem gor rad, v dolino pa ne grem, mi kolena trpijo. Jaz se pa gor z matram dolinama, kolena matrajo. Če imaš pa tako malo ravnince ali pa malo hribčka, malo dolince, to je pa najbolj fantastično, tu bi pa lahko kar hodil in hodil, ne. Se pravim, da tako je, taka so naša pota gospodova, pa kakorkoli obrneš, ne. Ja, je pa, si pa za svojo srečo najbolj sam odgovoren, ne. Sigurno. Ampak jaz se tudi matram priti kam, naprej sem se matral, sem sina pelil, sem sina pelil, sem se odločila, da sem se greva na kum. Zgrejšel. 4 ure hodil, prišel na vrh zadovoljstvo. Po noči smo šli tle, prej, ki priješ Trbovlje, gore se že vse mine, ne. Dele čez avtom. Pol pri dimniku sva pustila, mislim, da je višinska razlike celo 1020 metrov, čisto najnižja točka, ne. Tukaj je bil, 1220 visok, tam je pa 200 najnižja točka, no. In sva pa šla na vrh, ampak na Kume sem bil, ne. Oni pravijo Savinjska Triglav, ne? Možno, ja. Pozasavski. Pozasavski Triglav, ja. Najbrž, ja. No, jaz sem bil gor, sem z avtom šel, enkrat sem hotel z biciklom iz naše strani, ker tam iz Čateža, pa tam je tu dokaj bliz. Samo je dež nas takrat zmotil. Drugače pa vse te hribe, to je fantastično lepa narava. Jaz grem zelo. No, nazaj sem šel pa po cesti, sem pa začel pa noge peč pod plate, ker asfalt do 20 km je še, pol pa spust pride, pa ni važno, kakšen čevelj imaš. Ja, kakšno pa imaš tu ti v butu? Čevlje imam od Mendla. Mendel, poznaš? Ne, jaz imam merelke. Bom povedal, kaj je Mendel. Avstrijci so kupili planiko, en del še mi planika, drug se je pa Mendel. No, lej, jaz sem imel une planinske čevlje, une gojzdarje. Sem jih kupil pred, točno vem, kdaj sem kupil, leta 2001, ko sem šel v Indijo. So bili z 40% popusta, so bili okoli 21-22 tisoč dolarjev. To je bilo takrat velik denar. Tudi lepi so bili in tudi bi rekel neuničljivi. Še zdaj so skoraj novi. Ampak mene so tako pod plat
pekel, da sem jaz tu mogel jih vmes sezuvati, pa tu, lej, pred 2 letom sem šel pa na te merelke, lej, tu je pa čist drugo, tu je tako lepo noter, ki bi po enem, ki bi mu v gelu, res, man je fenomenal. In prvič, ko sem sprobal te merelke, sem bil na Krku, sem rekel, grem samo malo gor hoditi, sem tudi vedel, nisem v kondiciji, pa sem rekel, Gležarce. Imaš in tele do gležen in čez, imam dvoje, sem tudi mislil, te, ki so ta nizke, imam z gležnom probleme, ko sem bil 16 let star, sem si tega zvil in si hiter, ki zvijem. In v unih planinskih čevljih, v njih gojzdarjih sem si, čeprav so bili nad gležnom, sem si doskrat gležen zvil. Ko pa tu zgleda, da je pa tako narejeno, da lej, so mi tudi v teh ta nizkih je lažji hoditi, sem po gruntu. In mislim, meni so fenomenalne. No. Jaz sem mislil, kupiti pa gojzarje. Ne vem, če je gojzarje ta prav. Ne sem mislil gojzarje kupiti, pa on reče, za kam pa greš, ne. Je ko za na Triglav, sem za na Triglav, ne pa za pohode pa tu, ne. Je ko ne sjerga gojzar, boš v crknu na pohodah, ne. No, ja. In pa me dal od medla, mehki, čist lahke kot sopat. Material ti vse mehku, podplat čist mehak, podplat je kredirka. Niti so, veš, je kot te gojzarje, prav kot gojzarje, je kot tu je samo za skale gore. Jaz gojzarje sem tukaj trpel, pa sem mislil, da že za v hribe nisem, da je z menoj kaj narobe, ampak sem videl, da sem mogoče vle zamenjati. Ne? Tako da se spomnim, v Ukrajini sem bil leta 2011 prvič in smo šli na eno goro, sem komaj prišel. Komaj, pa ni bilo nič posebenega, da nas bi čisto komod prišel. In vmes sem sezuval te čevlje, pa mu 20 minut sezute, da je mečken me nehalo bolt. Drug dan so šli vsi ostali na najvišjo goro Ukrajine, jaz pa nisem mogel iti, ker me je tukaj noge bolele za znort. In sem mislil, da je tudi kaj z mojim nogam narobe, pa to, lej, kar sem pa tu zamenjal, je pa čist dober. In zanimivo letos, ko sem šel na Triglav z njime, čist nove obute, nič oželili me samo, ko sem po Sloveniji potoval, leta, ko sem šel pa še od Izvira Soče do Izlija v Murje, nisem nič ožuljen, sam kar mi je podplat pijeko od asfalta. Asfalt je pa... Ja, predvsem znate že, ko si tukaj težak, pa to, ne. Kje stopim, ne? Ja, je čist drugo, ali pa en lažje, ne. 180 kil, kje stope, tu je čevlji jokajo, ne. Čevlji jokajo. Ja, je pa lepo to, starejš, ko si bil ti več narava pomen, pa take zadeve. Je pa tu, ne, zame osebno sem pa čist morski človek, ne, pa Murje zame. Jaz sem tudi morje. Jaz gledam, lahko samo sedim pa gledam Murje. Jaz isto. Najrajši imam pa Murje, pa zjutraj, ki se vse prebuja, ki je kaj vole, in ki se dani, pa da plavam. To je pa neki najlepši, ne pol, ki je tisto vse razburkano v tretje. Ne, tisto pa pol zjutraj, ki ni žive duše, se ima kakšen plava, voda topla, to je pa nekaj fascinantnega res. Jaz sem tudi nad morjem navdušen. Ne grem pa nikoli avgusta ali pa julija, ki je največja gužva, najvišje cene. Jaz imam pač to možnost, da grem lahko kadrčem, skoraj kadrčem, pogledam vremensko napoved, pa ali sem se novembra, 1. novembra sem se na Krku že velikrat kopal, ne. Če bi šel pa še malo nižji dol, je pa še bolj topla, ne. Tako da je tudi fantastično, pa ni to koroče. Planinarem tudi rad na Krku, rad planinarem, ko skozi morje vidiš pa to, ne, je tudi fantastično, pa tiste vse žajbla tam raste, tukaj skozi ti žajbel vohaš pa take. Jaz sem enkrat mislil, kaj je samo svetovali. Kam? Sveti Jurij, te gore od Makarska gore. Sveti Jura, to je jaz sem 3-krat bil, to je z avtom, ja, peš. Ja, peš je pa fejs dolga. 23 km po cesti se mi zdi z avtom. Ja, možno. Ampak zdaj pa je, da so ga zaprli, da te vozijo, se zunaj
da ne vem, tako je to dovoljno zelo. Ne, so pa leto še bili moj brat pa nečaki. A so bili gori? So bili, ampak je neka omejitev, tudi jaz, Eno omejitev vem, da je, pa ne tudi jaz, ko sem bil na zadnjič, so rekli počakati, morajo najprej dol prideti, pa bomo ali pa tu, ja, eno omejitev. Če ne bo tu se zabasalo gore, ne. Ampak veliki gre samo do tam, veš, ko ima je ki je stekleno, ja. Več kot pol ljudi gre samo do tle, gor pa ne gre do vrha. Ampak gor na vrh, ti prideš na 1800 metrov. Skoraj 1700. Ali 1700 še nekaj. Veš, koliko blizu sta skupaj, tam pa Snežnik. Možno, čisto točno ne vem, vem. In vidiš dol Brač, Hvar, Korčulo, Pelješac. Vse vidiš, lepo, mislim, meni je tist res fantastična zadeva. Sem pa enkrat bil, zanimiv, kako smo ljudje različni, ena punca je bila tudi, smo šli neka družba, pa sem si rekel, kaj je tle fino, pa ona rekla. Meni je pa čist brez sveze. Tako da vidiš, kako smo ljudje različni. Ne, meni tam mislim, mi je noro dober, ne. Enemu pa čist brez sveze. To je pa res, ja. Vsak pa svojim pogledom, gledajte. Ja, jes. Kaj pa bilo vse iste bili, ne? Ja, ne bilo najbolje. Ja. Imaš kaj. Super. Koleš. Ja, neč. Zdaj bomo pa res počasi končali. Ja, jaz moram še domov priti, imam dobro urco, tako da... Evo, hvala ti. Hvala. Hvala.